svet polarnosti in manifestacija obilja. Tukaj si, ker te zanima, kako do več obilja v tem življenju, kako do več radosti in zakaj eni ljudje se non-stop borijo s pomanjkanjem na vseh področjih, drugim pa vse dobro gre. Ta video priporočam, da ga gledaš z svinčnikom in papirjem v roki, ker bojo testi. Testi bojo, da si lahko sam sebi odgovoriš na vprašanja, ki ti jih bom postavila, in najdeš hkrati tudi odgovore. Veliko odgovorov, kako do obilja. Prvi odgovor je: več kot daješ, več imaš. Tega nisem razumela in sem imela tudi eno obdobje lekcijo z tega področja, vam povem, in ni mi bilo jasno, kaj naj dajem ljudem, kako naj dajem, in ugotovila sem, trajalo je kar nekaj časa, da dajaš lahko to, kar imaš. To, kar imaš dobrega, najboljšega in kar imaš viška. In ob tej priložnosti, preden preidem k tej pomembni temi, naj vam pokažem, kaj imam vse za vas. Za vas imam veliko dobrega, meditacijske zgoščenke, CD-ji, ki sem jih posnela v profesionalnem studiu oziroma v 2 studijah sem snemala. V glavnem tlele je cel kup, vse to sem naročila, tale je dobra manifestacija, božanska manifestacija. Vse to sem naročila mojim tehničnim mojstrom, da so dodali v elektronsko obliko, in tako ti lahko nudim to zastonj. Se pravi, če pogledamo, bi se reklo, koliko več boste dobili, kakor boste prejeli celo kupon v vrednosti 28 €, ampak teh kuponov je samo še nekaj in bo akcija kmalu zaključena. Vse o tem zveš in ti pišem v brezplačnih elektronskih novicah, za katere se naročiš na spletni strani www.omgarden.si. Z vami sem Aleksandra Winkler-Drole, karmična diagnostičarka, učiteljica akaških zapisov, mojstrica hipnoze, regresije, progresije, hiromantike in še mnogo tega. Od leta 97 je svet ezoterike, mistike, moj način, moj hobi prerasel v profesionalno kariero. V glavnem, če vas zanima, kakšne vse prognoze sem napovedala za leto 24, potem si poglejte moje druge videe oziroma karmična prognoza za leto 24, kjer govorim ravno o tem, kar se zdajle dogaja v Sloveniji, kar se je že začelo dogajati, ko grejo stvari izven ravnovesja, se pač pojavijo množični protesti, pojavi se pomanjkanje na eni strani, da bi se lahko zbalansiralo. Kako je rekel častitljivi gospod Boscarol, avion rabi 2 krili, zato da lahko leti, in tako rabimo tudi ravnotežje levih in desnih v parlamentu. Mimogrede, karma Slovenije je v elementu zrak. Zrak predstavlja to, kar v astrologiji zračni planeti, Merkur, Uran, recimo, in kot Uran so nagle spremembe, kot Merkur je način komuniciranja, ampak to ni ne dober ne slab, govorim, da smo v svetu polarnosti, in tudi tehtnica velja za zračni oziroma Venera, kadar je v tehtnici, velja za zrak, in tu so pa sodišča, pravosodje. V glavnem, tako sem napovedala, uniformiranim poklicem se v letu 24 godi kar precej. Se pravi, policaji, glede vsega tega, kar se dogaja, glede odstop in težave ministrice. V glavnem, sodni, vemo, kakšna je bila afera z ministrico za pravosodje. V glavnem, vse, kar ni v ravnovesju, tako zunaj, tako znotraj nas, smo mikrokozmosu, makrokozmosu, vse to išče ravno spomladi ravnotežje. In ravnotežje, ravnovesje, je nastopilo ob spomladanskem enakonočju, in takrat sem recimo tudi določenim posameznikom
se malo bolj posvetila. Recimo, če imamo pozitivno polariteto Slovenije, če sem rekla, da je karma Slovenije v zraku, samo poglejte naše skakalce, poglejte tudi naše zmagovalce, to je res neverjetno, kar Slovenija doživlja. Če bi imela toliko uspeha še kje drugje razen v športu, bi bili verjetno država, ki je na vrhu srečnih držav na svetu, smo pa nekje na sredini. V glavnem, karma Slovenije je 4. od 4 najtežjih. In če živiš v Sloveniji, potem imaš znotraj tega konteksta tudi svojo karmo, ki je lahko zemeljska, ognjena, vodna in tudi zračna. To ne pomeni, da ti ne more uspeti, ampak da za uspeh rabiš precej večji izziv. Se pravi, govorim o ravnovesju, ravnotežju. Te dni prvi pogoj za manifestacijo, da so stvari nekako zbalansirane, da ni preveč tako in da ni preveč v drugo stran. In v tem boš na testiranju tudi ti, oziroma si že. In zdaj ti bom v nadaljevanju povedala razloge, zakaj obilje najde ali pa ne najde pot do tebe. In ker smo se rodili v svetu polarnosti, noč, dan, moški, ženska, radost na eni strani, žalost na drugi, vse to išče, da se zbalansira. Seveda smo ljudje znotraj tega, kar smo se rodili, mogočni kreatorji svoje usode, svoje prihodnosti, ampak znotraj danih možnosti. In v danem obdobju imaš veliko več moči za manifestiranje kot v katerem drugem. Za vse nas velja, da je pomlad tisto obdobje setve in jesen tisto obdobje žetve. Tako, bi se reklo, na grobo povedano. Seveda moramo biti pripravljeni in v času zimskega spanja smo se pripravljali na to, kaj bomo spomladi posadili. Bliža se čas sajenja, tako v dobesednem pomenu kot tudi v prenešenem, zato je mega pomembno, da veš, kje si in kako se rešiš iz tega. V nadaljevanju bom govorila o 7 poglavij našega doživljanja in pogleda na to, in tukaj skozi vseh teh 7 poglavij v tvojem življenju, če ti vse špila in boš na vsa vprašanja odgovoril z ne, potem si maksimalno dober kreator svojega življenja in za malo dela dobiš veliko. Če pa katera od teh ne gre, pa za veliko truda dobiš malo ali nič. Tako, se pravi, pritok obilja je za vse nas ljudi različen. Različen bi se reklo, ker imamo različne poudarjene kvalitete. Vsem nam pa je skupno nekaj, od ideje do izvedbe. In zato ne sme nikjer biti nobena luknja, kamor bi nam energija ušla. Ne sme nič puščati. V tem kontekstu govorim o zlati mreži, o energiji, ki zaključi naše energijsko polje. Če je fizično telo omejeno s kožo, se pravi, kar je pod kožo, je moje fizično telo, kar je izven kože, je zunanji svet. Potem je naša aura, naša energija tudi z nečim omejena in temu pravimo zlata mreža. Vkolikor pride do napak, kje energija tam ven pušča in obilje ne najde tega, da bi se manifestiralo. Žalostno, ampak resnično, in tukaj boš lahko pri sebi ugotovil ali pa ugotovila zdajle danes, kje ti tam energija gre ven. Brazgotine ali bi se reklo
Razpoke na zlati mreži so, kot da bi bile razpoke na fizičnem telesu, kjer bi ti uhajala kri. Seveda, če si bil kdaj ali pa bila kdaj na krvodajalski akciji, potem veš, da si naslednji dan čist brez energije, pa ne glede na to, koliko ješ. In tako to je tudi eden poglavitnih razlogov, zelo pogost razlog, da ljudje imajo ideje, so pametni, so šolani, znajo, imajo talente, darove, karkoli, ampak ne morejo manifestirati obilja v svoje življenje. Zdajle pa svinčnik papir in odgovarjajte z da ali ne. Zato, ker boste po končanem tem videu vedeli, kje ste in kako to popraviti. Prvo vprašanje. Imam občutek neprizemljenosti. Imam občutek, da sem na napačnem mestu, da živim z napačnimi ljudmi in imam občutek, da jim ne morem pripadati, jim zaupati. Imam težave pri vključevanju v družino, družbo, kot celoto, karkoli. Če to velja zate, napiši prvič da, ali pa napiši ne, ali pa delno. Drugo vprašanje. Imam težave na fizičnem nivoju, pomanjkanje seksualne želje, se pravi nizka spolna energija, imam finančne težave. Finančne težave pomenijo, da par dni pred penzijo ali plačo že gledaš takole, šteješ kovance, da se prav bojiš, a boš imel kaj zakupiti osnovnega, kar rabiš, ali pa da si v zaostanku s položnicami. To pomenijo finančne težave. Ker finančne težave imajo tudi zelo bogati ljudje, ker ne vejo, kam vložiti denar in se zelo bojijo, da jim bojo kakšne kriptovalute padle v vodo in tako naprej. Tako da tukaj govorimo o osnovah za preživetje. In tretje vprašanje. Imam občutek, da sem nekje zataknjen. Nimam motivacije za delo. Vse od mene zahteva preveč truda. Imam težave pri doseganju osebnih ciljev. Če to drži zate, napiši da, in če ne drži, ne. Drži ali pa delno drži. In četrtič. Imam težave pri samosprejemanju. To pomeni, nisem si všeč. Imam težave imeti rad samo sebe in težave v ljubezenskem odnosu, se pravi s partnerjem. Sem čustveno pasivna ali pa pasiven, pomanjkanje strasti, občutek razočaranja, občutek, da me nekdo zalezuje. Če to drži zate, da, ne drži, ne, oziroma delno. In peto vprašanje. Imam komunikacijske težave, ali preveč govorim, brez da bi zmogel ali pa zmogla povedati bistvo, se pravi, ali pa ne morem se izraziti tako, da bi me drugi razumeli, in imam težave pri poslušanju drugih. To pomeni, da jih prekinjaš, da jih popravljaš, da ti zmanjka pozornosti. Če je to zate drži, napiši da, oziroma ne, ali pa delno. In šesto vprašanje. Imam težave pri dostopanju do lastne resnice. Ne zmorem
prepoznati, kaj kdo od mene hoče, sem zmedena, to pomeni, živim v nekem pomanjkanju jasnosti, imam težave pri koncentraciji oziroma fokusiranju na eno stvar. Če to drži zate, potem je da oziroma ne ali mogoče. In zdajle bomo šli k najpomembnejšemu delu, ki govori o božanski manifestaciji. Božanska manifestacija je stvar drugega energijskega centra ali druge čakre. Jaz vam bom v meditacijskih sobi Orion pomagala z mojimi brezplačnimi, bi se reklo, kontemplacijami, da boste prepoznali svoj manifestacijski del. Seveda, to je darilo vsem tistim, ki me podpirate ob nakupu moje nove knjige Sporočilo z Oriona, ki je v pripravi na tisk. Če gledate to, ko je knjiga že natisnjena, pač to ne velja več. In sicer o božanski manifestaciji, po tem, kar sem se jaz naučila od tibetanskih mojstrov, je čisto druga zgodba kot to, kar berete, bi se reklo, v drugih literaturah, ker jaz imam pač svoje znanje, ki ni ameriško. Tukaj govorim o fizični radosti. Fizična radost je stvar drugega energijskega centra. Pomembno je, da občutimo dobesedno fizično radost ob doživljanju nečesa, kar je realno, kar je oprijemljivo in kar je lahko tudi trajno. Fizična radost, kaj pomeni fizična radost? To ni gledanje filmov in si dobre volje, to ni sprehod po travniku in gledaš rožice in si vesel, vidiš metulje. Ne. Fizična radost je konkretna izkušnja. To ni poslušanje glasbe in wow, zdaj pa čutim radost. Fizična radost je ples, je ljubezen, je dotik, je nekaj, kar je všeč našemu telesu. In če ne doživljaš fizične radosti, tudi dotik sem rekla, kar spada tudi spolnost, erotika, seks, vse to je stvar druge čakre, če ne občutiš fizične radosti ob tem, kar nekaj počneš, kar narediš en izdelek, bi se reklo, ne vem, jaz sem dala delati ta izdelek po uvidu, ne, ki je za letošnje leto, ker je ta dušna komunikacija pomembna in se prenaša seveda tudi preko fizične radosti, dotika, erotike, seksa. Če ne moreš doživljati fizične radosti, vedi, da ti slabo dela druga čakra ali drugi energijski center. Kako to stvar rešiš? Ne pomagajo kristali, ne pomagajo mantre, ne pomagajo nič, ne pomaga nekdo, ki ti bo nadaljavo brezplačno očistil čakre, ker to je čist brez veze, čist neka izmišljotina. Ampak, če bi to pomagalo, bi ti to jaz ponudila. Ampak pomaga začeti uživati v fizični izkušnji. Kaj to pomeni? To pomeni, pojdi na sprehod, pleši, doživi fizično radost ob telovadbi, ob gibanju, ob tem, ko ustvariš nekaj, ne? Z rokami moraš nekaj ustvariti, lahko tudi knjigo napišeš, bi rekla. Ampak knjiga mora biti v rokah, to je fizična radost, ker je fizično doživetje.
če ne moreš, če se nekaj v tebi upira, vedi, da če nisi v bolnici, ker si polomil obe roki in nogi in ne moreš ustvariti fizične radosti, potem se je treba poglobiti in iskati globlje vzroke, zakaj se ti je to zgodilo. Ampak zelo malo ljudi, zdajle, ko to gleda, so priklenjeni na posteljo, ne vem, ali pa so nosečnice in imajo strogo ležanje. Se pravi, zelo malo ljudi je v tej skupini, to je pač druga zgodba, da pač na ta način, ker jih je že zdravstveno stanje prisililo k temu, da so na miru, vsi ostali se lahko maksimalno potrudimo, da doživimo fizično radost na način po svojih zmožnostih. Začni s kreiranjem in poglej, recimo naj ti bojo vzor preproste stvari, zato ne iskati izgovorov, tega ne morem zaradi tega, ker se pravi, kaj, ne morem štrikati puloverjev, ker nimam denarja, da bi si kupil volno. Ne morem klekljati, ker nimam znanja, ne morem ne vem kaj skreirati, zmodelirati, delati zlate obeske, ker nimam zlata in izkušenj. Ne iskati, česa ne moreš. Išči načine, kaj lahko. Se pravi, kozarec je lahko na pol prazen ali pa na pol poln. Ne se ukvarjati s tistim delom, ki je na pol prazen, ukvarjaj se s tistim delom, ki je na pol poln. V glavnem, fizična radost pomeni premikanje. Ko se človek premika, hodi, recimo, ali pa teče, to je koristno takrat, ko smo recimo ostali na eni mrtvi točki v življenju in dobesedno dobiš odriv in premik. Kako to zgleda? Zgubiš službo in si toliko šokiran, ker si čakal napredovanje, čakal si podaljšanje pogodbe in to se ne zgodi. In zdajle te zakrči. In te zakrči, da bi najraje šel spat in prespal, in dokler ne bi šla ta žalost mimo, te ne mika. Rečemo temu, da si na tleh. Takrat se ne rabiš siliti početi nekaj, kar res nočeš. Recimo, če ti ni do družbe, ni nujno iti v družbo. Ampak upoštevaj to, da se moraš premikati. To pomeni gibati, hoditi in občutiti fizično radost na tak ali drugačen način ob eni kraci. Tukaj moraš vedeti, da smo rojeni v svetu polarnosti, kjer se učimo. Vsak padec nas lahko nekaj nauči, ampak ne rabiš se učiti na boleči izkušnji. Odloči se, da boš živel in kreiral na radosten način, brez da bi občutil bolečino ob pomanjkanju. Na eni strani je pomanjkanje, na drugi strani je obilje. In če ne bi bilo pomanjkanja, ne bi bilo obilja. To je ta svet polarnosti. Če prideš do točke, ko ti je res že pomanjkanje na take mere doseglo tvoj nivo, da že ne veš več, kako se dvigniti gor, dajaj to, kar imaš. Lepo besedo, prijatelje, tiste, ki si jim nekoč dajal, se bojo obrnili nate. Jaz pa se bom obrnila na vse vas in vam nudila za 112 € in še več daril, 112 € vrednih daril, vseh teh stvari, ki niso več v prodaji, nimajo nobene, bi se reklo, možnosti nakupa, vse to in še jih imam, dobiš ob nakupu moje nove knjige v ponudbi pred tiskom, dokler je v ponudbi pred tiskom, plus darilni kupon, tule številka 28 € in knjigo brez poštnine, če boš med prvimi 200. Hitro bo šlo 200 ljudi mimo, lajkaj, da vem, da si tle, piši pod komentar,
v glavnem karkoli, naj ti ta video koristi. In nekaj moraš vedeti, ne rabiš kristalov, ne rabiš nobenih krem za čakar, ker to je čisti nateg, pardon izrazu. Ne rabiš nobenega čiščenja čakar nadaljavo. Sej ne rečem, da kristali ne delujejo, ampak ko si že toliko bolan, ko imaš zlomljeno nogo, ti ne pomaga nobena krema proti bolečinam. Dejansko to je kot aspirin, kot lekadol, kot neko sredstvo za lajšanje. To ni rešitev. Rešitev je samo drugačno življenje. Če se nam v življenju zgodi, da smo v skupini ljudi, ki nas ne sprejemajo, kjer nimamo občutek pripadnosti, če s pri prvem vprašanju odgovoril ali pa odgovorila z da, potem pomaga in da ti tam pušča energija, si prepiškana skozi zlato mrežo, raztrgana mreža, grejo ribe ven, gre energija ven. Če si tam, moraš najti ljudi, kjer boš sprejet. Tako da pomaga spremeniti svoje življenje, ne moramo prisiliti sebe, da bi postali dopadljivi temu svetu. Naj si bo tako v partnerskem odnosu, pri iskanju službe, ne moram sebe prilagoditi službi, moram iskati službo, ki bo prilagojena meni in mojim razmeram. Tukaj sem iz domačega naslonjača, iz domače pisarne, vaša karmična diagnostičarka. Hvala vsem, ki me priporočate vašim prijateljem, hvala vsem, ki ste me že podprli ob nakupu nove knjige Sporočilo Zorjana, ki poteka preko mene in preko mojih klientov v kanaliziranem stanju, se pravi v hipnotičnem, globokem transu, večino sporočil in z veseljem jo boste brali in ko mi čakam, da bo, bi se reklo, pri vas doma, pri meni doma. Do takrat vas bom pa še razvajala v meditacijski sobi z darilnimi kuponi in še eno skrivnost imam za vas, ki vam jo bom izdala v brezplačnih e-novicah. Hvala, ker lajkate, delite in me priporočate tudi vašim prijateljem, ki izgubljajo energijo in si želijo te nasvete.